16. aprila so podelili priznanja učencem, ki so osvojili zlato bralno značko. Zaključno prireditev je v Domu kulture Kamnik pripravila matična knjižnica Kamnik. Mi vsako leto pripravimo takšno prireditev za tiste, ki so brali skozi vso osnovno šolo in dosegli zlato bralno značko, ker jim želimo povedati, da je to, da so pač vsa ta leta osnovnošolska brali res nekaj posebnega, da je dosežek, da se skupaj veselimo in želimo spodbuditi otroke, da bi bili vedno prijatelji s knjigo in pa z branjem. Rok nam je popestril današnjo prireditev in zdaj ga bomo poprašali, Rok, koliko si pa ti bral, da takole fino rimaš? Ja, kar nekaj, no. Kar nekaj. Kako je pa ta knjiga tvoja nastajala? A knjiga Rim? Ja. To sem pa začel Rime pisati in potem se je nabirali, tako da je zdaj za eno knjigo to že tega materijala. Bralna značka spodbuja branje med mladimi, njeni začetki pa segajo v leto 1960. Zlato bralno značko prejmejo tisti učenci, ki so pridno brali v vseh 9 razredih osnovne šole. Letos jo je v občinah Kamnik in Komenda osvojilo 120 osnovnošolcev. Še nekaj je zelo pomembno pri tej organizaciji oziroma pri izvedbi te bralne značke. To so sigurno knjižničarke oziroma mentorji na šolah in danes so dobili tudi posebno priznanje. Nam lahko o tem kaj poveste oziroma o priporočilnem seznamu, kako se pripravlja na šolah? Ja, priporočilni seznam nastaja pod okriljem bralne značke. Kot veste, je bralna značka že zelo staro gibanje, ki se ga je udeležilo na tisoče in tisoče otrok, ki smo zdaj že v zrelih letih. In šolske knjižničarke pa so tiste, ki otroka spremljajo čisto od začetka, od 1. razreda pa do konca in zelo dobro poznajo njegove bralne interese in se mi zdi, da so prav one mogoče eden pomembnejših dejavnikov, ki lahko otroke spodbudijo za branje. Ampak nobeden pa ni bolj pomemben, kakor pa doma mama pa ata, in če ona dva bereta in če navdušujeta otroke za branje in če predstavljata knjigo kot vrednoto, naredita nekaj zelo, zelo pomembnega. Mladim bralcem in njihovim mentoricam je čestitala direktorica matične knjižnice Kamnik Breda Podbrežnik Vukmir, nagovoril jih je tudi župan Anton Tone Smolnikar, zabavali pa so jih reper Trkaj in plesalci športnega društva The Rock.